Smo v letu 1918 in stari svet, kot so ga poznali, dobesedno umira pred očmi. Po 51 letih Avstro-Ogrska monarhija razpada v popolnem kaosu zadnjih dni Prve svetovne vojne. V zraku je res čutiti neko negotovost, ampak hkrati tudi neverjetno priložnost. 3. novembra 1918 je premirje končno podpisano. Konec vojne. Ampak veste kaj? Namesto miru nastane praznina, vakuum moči. Stari red je mrtev, novi se pa še ni rodil. In v tem vmesnem prostoru se lahko zgodi čisto karkoli. S propadom starega imperija se Slovencem prvič po stoletjih ponudi priložnost za lastno državo. Torej vprašanje ni več, če sploh lahko. Vprašanje postane, kako to izvesti. In seveda, kdo bo tisti, ki si bo upal. In kaj se zgodi takoj po razpadu? Popoln kaos. Poročila iz tistih dni so, recimo, da so divja. Govorijo o vsesplošnem plenjenju, o dezerterstvu. Vojaki se z vseh front vračajo domov in disciplina praktično ne obstaja več. Tale citat iz časopisa Straža to res slikovito opiše, a ne? Kar predstavljajmo si ta prizor. Vojašnice se praznijo, skladišča se ropajo, vsak poskuša pač preživeti in si zagotoviti prihodnost v svetu, ki se je v trenutku obrnil na glavo. In to nas pripelje do osrednjega vprašanja, do jedra te zgodbe, Maribor. Strateško pomembno mesto, ki je bilo kulturno in politično totalno razdeljeno. Vprašanje, ki je viselo v zraku, je bilo preprosto. Bo Maribor del nove Avstrije ali del nove jugoslovanske države? In v tem ključnem trenutku na sceno stopi en človek, Rudolf Meister. Takrat še major, ampak po srcu in prepričanju Slovenac. Medtem ko so drugi oklevali, je on videl priložnost in odločno prevzel poveljstvo nad slovenskimi enotami v Mariboru. In veste, kaj je pri vsem tem najbolj noro? Hitrost. Vse se je zgodilo tako bliskovito. Meister je namreč izvedel, da pronemška mestna straža, Schutzwehr, pripravlja napad na njegove čete. Morali odgovoriti takoj in za vso silo. Samo pomislite na težo teh besed. To ni bil samo nek ukaz. To je bila stava na vse ali nič. Išlo samo za orožje, šlo je za to, kdo bo imel oblast nad celotnim mestom. To je bil tisti trenutek, ko poti nazaj preprosto ni bilo več. Seveda, tako drzne poteze imajo svojo ceno. In ta cena je bila plačana s krvjo. Prevzem oblasti ni minil mirno. Časopisna poročila navajajo, da sta med akcijo 2 člana Schutzwehra izgubila življenje. To so bile pač surove posledice odločitve, ki je zavedno spremenila usodo mesta. In to je bilo to. Odločeno. Z eno samo, drzno potezo, izvedeno v pravem trenutku, je general Meister zagotovil, da bo Maribor del slovenske zgodbe. Okej, Maribor je bil v slovenskih rokah. Super, ampak to je bil šele prvi korak, kaj ne? Ena bitka je dobljena, vojna za meje pa se je šele dobro začenjala. Zdaj bilo treba to mejo tudi dejansko zarisati. In potem konec decembra 1918 pride novica, na katero so mnogi čakali. Prekmurje je naše. Uspešna vojaška operacija je to pokrajino, ki je bila stoletja pod madžarsko oblastjo, končno priključila k novi državi. In kako je to potekalo? Pravzaprav presenetljivo hitro in učinkovito. Slovenske enote, ki so jih okrepile srbske, so najprej zavzele ključno trdnavo Čakovec. Od tam pa so v samo nekaj dneh napredovale in zavzele celotno območje. Madžarska vojska, demoralizirana in neorganizirana, praktično ni nudila odpora. Če hočemo razumeti, kako velik uspeh je to bil, poglejmo samo tole številko. Več kot 6000 pušk zaseženih samo v Lendavi. To ni bila samo vojaška zmaga, to je bila ključna logistična injekcija za vojsko, ki je komaj nastajala. Ampak zgodovina, kot vemo, ni samo stvar generalov in bitek. Pustimo za trenutek bojišča in poglejmo, kako je potekala gradnja države. Tisto mravljišče dela v ozadju, ki je bilo prav tako pomembno. Ko pogledamo tole časovnico, je res noro. Zgodovina v najvišji prestavi. Na začetku novembra lokalni sveti prevzemajo oblast. Že 23. novembra Meister zavaruje Maribor. Komaj teden kasneje, 1. decembra, se razglaši nova država. In do 21. decembra ima ta država že svoje simbole. V manj kot 2 mesecih se je zgodil popoln politični preobrat. Seveda, vsaka nova država rabi svoje simbole. Nekaj, kar jo definira. In kaj so izbrali? Trobojnico, ki združuje barve 3 narodov, in pa dvoglavega orla. Simbol, ki z enim pogledom zre v preteklost, z drugim pa v prihodnost.
Ampak pod vsem tem navdušenjem nad novo državo se je skrivalo eno ključno, temeljno vprašanje. Kakšna država naj to sploh bo? Monarhija ali republika? Na eni strani so bili tisti, ki so v kralju videli stabilnost, na drugi pa tisti, ki so sanjali o moderni republiki, ampak so se hkrati bali ponovitve ruskega kaosa. Ampak pustimo zdaj za trenutek velike politične debate. Kako so vse te monumentalne spremembe dejansko izgledale v življenju navadnega človeka? Tole je pa res nekaj, kar te ustavi. Na eni strani časopisa beremo o velikih nacionalnih spremembah, kot je uvedba slovenščine v šole. Velika zgodovina. In takoj zraven osmrtnica za Marijo Vernik. Osebna zgodba, življenje in smrt. Vse to se dogaja hkrati. To nas opomni, da je zgodovina konec koncev vedno osebna. In te spremembe so prihajale kot plaz. Ena za drugo na vseh področjih. Slovenščina postane uradni jezik na sodiščih. Učitelji se morajo naučiti srbohrvaščine, nova davčna pravila, nova imena železniških postaj. Predstavljamo si ta vrtinec sprememb, ki se je dotaknil čisto vsakega vidika življenja. Če potegnemo črto, v samo 2 mesecih se je družba obrnila na glavo. Postavili so temelje za nekaj povsem novega. To je bil čas neverjetne energije, ustvarjalnosti in, seveda, tudi ogromnih tveganj. Ampak sredi vse te euforije, sredi tega ustvarjanja novega sveta, se v časopisih najdejo tudi takšni zapisi. Mračni, filozofski. Zapisi, ki opominjajo na ceno, ki je bila plačana za ta novi začetek. Na tisoče življenj, ki so omogočila rojstvo te svobode. Torej, v samo 2 mesecih so iz kaosa in upanja zgradili temelje. Ampak temelji so eno, hiša pa nekaj drugega. Pred njimi je bila prihodnost polna izzivov. Boj za demokracijo, gospodarske krize, nova svetovna vojna. Vprašanje ni bilo več, ali država sploh obstaja, ampak kakšna bo postala. To pa je že zgodba, ki jo je pisal preostanek burnega 20. stoletja.